Na glavnem trgu v Novem mestu v tem najbolj čarobnem mesecu leta poteka praznična prireditev Advent Novo mesto 2024. Še posebej je živahno na prazničnem drsališču, ki bo odprto vse do 19. januarja, če bodo za to izpolnjeni tudi vremenski pogoji. Tudi na mrzlo, a prijetno sobotno popoldne je bilo drsališče v središču dolenjske prestolnice polno radoživih obiskovalcev. Tako da je vedno zabavno, ker je več prijateljev, pa se lahko družimo in je zelo zabavno, ker vsi drsamo. Se lahko vsak nauči. Najprej, ko prideš, je težko, potem pa že, ko povadaš, pa je že v redu. Če je gužva, je kar težko, ampak če pa ne, pa je normalno. Letošnje praznično drsališče je sicer veliko 30x8 metrov in stoji na spodnjem delu glavnega trga. Novosti so predvsem, recimo temu, v obliki pa v lokaciji. Oblika se pravi daljši in ožji na neki podporni konstrukciji, da se uravna ta naklon glavnega trga in pa v bistvu lokacija med trgovino Obsession in hotelom Center. Sicer pa drsališče v Novem mestu poleg domačinov pogosto obiščejo tudi ljudje iz sosednjih občin. Prvi obisk po podatkih, dejansko po prodaji je boljši kot pretekla leta. Tudi odzivi obiskovalcev so po večini v bistvu zelo pozitivni, ker v bistvu s tem, ko je drsališče recimo daljše in ožje, smo nekako ustvarili dve daljši dolžini za res drsanje. Drsališče je privlačno za obiskovalce vseh starosti. Dejansko na vse. Se pravi, jaz bi tle mogoče se tako osredotočil kot na ostalo prireditev za vse generacije in za vse okuse. Praznično drsališče je v vseh teh letih postala nepogrešljiva stalnica v središču mesta. Šole in vrtci prejmejo nekje v novembru dopis, na katerega se potem prijavijo in imajo dejansko vse delovne dni v tednu. V dopoldnevih imajo organizirano drsanje z učitelji drsanja, nekateri starejši pa že s svojimi učitelji športne vzgoje. Popoldne in za vikende v bistvu je pa nekako za celo javnost. Tako kot nad celotno prireditvijo Advent Novo mesto, tudi nad prazničnim drsališčem bdi Zavod Novo mesto. Tudi sicer so drsališča v vseh koncih Slovenije vedno bolj priljubljena. Se mi zdi, da je to neka taka aktivnost, ki je stalnica Adventa že vrsto let in se mi zdi, da je prav, da se jo ohranja, tudi zaradi nekega kvalitetnega preživljanja prostega časa, športnega udejstvovanja. In na koncu koncev se mi zdi to drsališče, da doda nek čar celotni prireditvi. Veliko se premikate, nekako vadite ravnotežje, pa še fajn je. V tej sezoni načrtujejo, da bo drsališče še toliko bolj obiskano. Tudi zato bo ta zgodba še nekoliko večja. Obratovalni čas smo podaljšali za približno 2 do 3 tedne, drsališče bo obratovalo do 19. januarja. Do zdaj smo nekako imeli srečo, je pa ta premik v januar dejansko tudi zaradi vremena, ker je ponovadi v januarju bolj ugodno, kot recimo, če bi začeli že novembra. Tudi sprememba lokacije drsališča se je zaenkrat izkazala za zadetek v polno. Tudi glede na odziv, recimo tudi na prižigu lučk, na vse obiskovalci, ki so prišli, si upam trditi, da je zgoraj, zgornje prizorišče sprejme več obiskovalcev, nekako je tudi umestitev odra boljša in pa tudi samo drsališče je našlo pravo lokacijo. Hkrati lahko vsi, ki obiščejo praznično drsališče, to izkoristijo še za kaj več. Glih zaradi tega se nam zdi to nek tak pomemben del, se pravi, nek idealni plan je 1 ura drsanja, čaj ali kuhano vino za pogret in pa koncert. Tokrat se je zbranim v središču mesta v sklopu adventnega programa predstavila glasbena šola Lipičnik.